nadaljeval v tem pozitivnem zgledu, v primeru dobrih praks, o mnogih projektih, ki se teže ali pa se lažje zgodijo s pomočjo evropskih sredstev. In kot vidite, smo nabrali različne predstavnike različnih organizacij. Gre tako za zelo mejhno organizacijo, recimo društvo, gre za organizacijo, ki se pravzaprav še ni prijavila, nobenega od razpisov, pa to intenzivno počne, in gre za 2 javna zavoda. Pa bi mogoče začela z manjšimi organizacijami Žiga, ki si pravzaprav, ko smo se pogovarjali o tem dnevu in tem dogodku, povedal, da so pravzaprav fan teh evropskih razpisov in da večino sredstev za projekt PAJK, ki je mednaroden in se ukvarja s sodobnim plesom, je pravzaprav evropski denar. Me zanima, kako, če nam lahko tako na hitro razložiš, kako si začel, a kako si prišel do tega, da je pravzaprav naprej prva Evropa, kot je prva Slovenija? Mi smo štartili projekt Spider v leti 2010, prvi, in to je bila umetniška iniciativa, ki je nastala mednarodno, kjer smo začeli razmišljati o festivalih, ko zgledajo sodobno plesne festivale, performansa, in smo se odločili, da bi poskusili narediti nek nov koncept, ki ne bi programeri imeli to glavno besedo delanju teh festivalov, in smo začeli razmišljati, ki lahko mogoče to malo drugače naredili, in smo potem se dejansko prijavili na ta razpis. Jaz mislim, da ta razpis kar je zanimivo, da kar se nam razložili v tej razložitvi, ker je dobiš na koncu vedno razložitev, zakaj je projekt odprt ali zakaj ni. In to po kriterijih je ta, da se njim zdaj bilo to zanimivo, da smo mi pač neke manjše organizacije, ki bi raje nekaj naredili. Mi smo leta takrat vseh ostalih razpisov vedno zavrnjeni, če njo dosta trenj tako naprej. Tle sem zdaj pa to glih zanimivo. In potem se je to v praksi pač pokazalo, da dejansko smo nekaj s tem naredili. Mi smo potem naslednjič, ko smo končali narediti razpis, bil potem še nadaljevanje tega projekta, kar zdaj končujem. Bomo zaenkrat potem stavce se še. Katarina, kaj je znate za svetlobno in za stripburger, kaj so evropski razpisi spremenili, kaj se lahko zabila, kar pomočno jaz, recimo z nacionalnim sredstvom? Ja, bistvo tega razpisa je v bistvu, da lahko pripeljaš tuje avtorje v Sloveniji, ker produkcija, recimo vizualnih, ali katerikoli del, s tujimi avtorji seveda veliko dražje, zato ker jih moš pač nekje nasloniti, potni stroški in tako naprej, in tudi transport, in te stvari so veliko dražje, kot če delaš tudi z domačimi avtorji. In v bistvu slovenski budžeti so za kakšne resne mednarodne festivale v bistvu premajhne. Te sredstva, ki jih pač namenjajo od ministrstva do lokalnih skupnosti, sploh lokalnih skupnosti izven Ljubljane, so tako majhne, da v bistvu ti večjih projektov z večjih številom udeležencev ne moreš realizirati drugače, kakor da dobiš sredstva še izven Slovenije, oziroma itak moraš vložiti veliko lastnega truda in prekomernega števila neplačanih ur in najdete tudi take požrtvovalne sodelavce. Tako da nam je pa še recimo tudi lansko leto smo prvi svetlobno govorilo o malo večji obliki izvedel tudi v Novem mestu in recimo na ta način spostav projekt Spektrum, ki smo ga lani prvič izvajali, smo imeli možnost, da smo sploh v eno tako majhno mesto, kot je Novo mesto, ki ima tudi dosti majhno občinstvo, pripeljali tuje avtorje. In zdaj mi se zavedamo, da pač tega recimo nikako ne moramo izvajati s tujimi avtorji, če nimamo sredstvo iz evropskega vira. Si že omenila Novo mesto, z Novega mesta prihaja Boštjan Pirc. Kot sem že omenila, poznamo po 2 filmih in kandidirali ste na programu Medija, pravzaprav ste pa tudi tako najprej kot večina, ampak še posebej inovativni v tej vaši promociji in pridobivanju sredstev, ki niso samo nacionalna in evropska, ampak še kakšna druga. Medija razpisa te oblike, kot smo mi,
je pač vedno zgolj samo za razvoj in produkcije, ko tako ne financira, se pravi v nekem celotnem budžetu je to cirka 5%, ker naše stališče, ki je tukaj moče mečkam širše, je tudi ta, da gre razvoj vsebine in razvoj financiranja skupaj se pač roko v roki. Prvo se je ta proces za film Houston, ki gre tudi zdaj v bistvu že prvi raz snimalne dneva sta pa ravno pred novim letom in do konca je tudi končan, v bistvu veliki traja ta proces, ampak skozi vse te markete, skozi vse te razpise, skozi vse te feedbacke, ki ti dobiš nazaj, seveda tudi v bistvu dvigaš kvaliteto samega projekta, tako da tukaj jaz ne bi usporedil sem skozi finančni del. Ker recimo pri nas je specifika ta, smo tukaj družinska firma, Žiga kot režiser je moj nečak, nek tandem, sem dvojno vlogo in pisec in producent, sem te stvari precej bolj prepletajo. Imam pa na nek način srečo, da imam tazga režiserja, ki je nekako nagnjen k tem nekim malo bolj epskim zgodom, velikim zgodom, tudi zna na nek način že osnovi tako stvari postaviti, da imajo nek širši efekt. Nazadnje recimo za film Houston smo mi v roku 2-3 tednov na YouTube z enim preliminarnim trailerjem, ki bo objavljen se na 2 Facebook profilih, dobili več kot milijon klikov in res nek medijski. Tako da ta razvoj občinstva so ni zgolj samo komercialna vrednost projekta, ampak je treba širše gledati. Recimo konkretno na film Houston mi zadelamo čisto ločeno cross-media projekt, ki ima pač medijsko relevanco, tudi promotijsko za film in v bistvu sledite nekemu razvoju občinstva in vse ti projekti so se zdaj tudi razvijali skozi medija podprta projekta. En je dokumenčni kampus Master School, ki je spet avtomatske točke pri medija razpisu, drugi je bil Pixel Lab za pač cross-media del, tako da potem se te stvari enkrat začnejo pokriti in so dejansko več kot tistih prvih 5% od denarja, ki se Olja Saksida in Mileš Šurometna sta tega, ki se še nista, ki še nimata izkušnje z programom kultura medija in se to zdaj še ne pripravljate. V vašem ukvarjanju z animiranim filmom ste pa tudi zelo podobni pri koprodukciji, pri partnerjih mednarodnih. Prav vi imate mogoče nek obratni proces, da zdaj že prej dobivate koproducentne partnerje in se potem šele prijavite na razpis. Pa me zanima, kako to konkretno poteka s poudarkom seveda s tem, kar se tudi ukvarjate, to je kulturna vzgoja, kar je razvoj in podpiranje občinstva. Ja, tako kot ste rekli, delujemo na dveh področjih, na produkciji animiranega filma profesionalnega in kulturni vzgoji. Zakaj se povezujemo z drugimi? Ravno zaradi tega, ker smo majhni in partnerji iz Evrope so že bili uspešni na medije razpisih, kar je nam neka garancija, da če imamo kot partnerje oziroma so zainteresirani za projekt, da smo možni ta projekt speljati. Smo po zadnjih 3 letih bili prisotni na dostih delavnicah, podprte z medije, kjer smo projekt tudi razvili. Koja. Gre za animirano serijo z naslovom Koja. Jaz bi mogoče še dodal to, kar je že Kolja uvedel, da pravzaprav v obeh segmentih, ki predstavljata bistvo naših aktivnosti, torej profesionalnem filmu in pa kulturni vzgoji z področja animiranega filma skrbimo za to, da te produkte, ki nastajajo, ali pa same procese, ki so izvedeni, predstavljamo najrazličnejšim občinstvom, tako da se trudimo v bistvu upeljati te stvari ne samo na klasična prizorišča, torej v neke kinodvorane, kjer se običajno filmi vrtijo, ampak hodimo tudi v šole, hodimo v knjižnice, sodelujemo z različnimi festivali, kjer se prikazujejo tako filmi, kot tudi sami materiali, ki pojasnujejo same procese, organizirajo predavanja in tako naprej. Tako da v bistvu v tem pogledu, kako se pripravljamo na to, da se bomo prijavili na medijo, smo v bistvu nekako počasnejši, zaradi tega, ker gremo po neki mogoče bolj zanesljivi poti, ki je dolgotrajnejša, ampak gradimo pravzaprav in naš pristop in vsebino, hkrati pa medija, delavnice in druge možnosti, ki niso neposredno usmerjene v sofinanciranje projektov, ampak bolj v mreženje in v izobraževanje in izkoriščava
zdaj že 4 leta, 4,5 in sicer v smislu, da se teh dogodkov udeležujejo, kako je pač to mogoče. Jaz bi sam še nekaj dodal, zdaj smo govorili dosti o povezovanju med različnimi državami oziroma Slovenijo in Evropo. Namen je pa tudi narediti in se intenzivno že pripravljamo animirano hišo v Ljubljani in združiti kulturne ustanove v Sloveniji, ki delujejo na področju kulture in kulturne vzgoje v animiranem hiši. Vidimo še do tega razvoja. Se pravi, logično je, se razumljivo, da se manjše organizacije prijavljajo, kot se prijavljajo vse ostale razpise tudi na evropske, seveda je vse več tega, da se prijavljajo tudi javni zavodi, ki so seveda, recimo teoretično gledano v boljši poziciji, ker imajo zagotovljeno financiranje, ker so ustanovljeni strani države ali lokalne skupnosti, pa vendar, ne, se tudi vi javni zavodi na to prijavljate. Kakor sem te razumela, Nina, vi pravzaprav nekih, bi rekla, velikih sredstev iz naslova Evropa, Cinemas ali pa medije, ki jih dobivajo nevladne organizacije, ki so vaši partneri, pravzaprav ne gre za tako zelo velika sredstva. Pa vendar, če jih ne bi imeli največ teh stvari, ki jih delate, v vašem primeru Kinotvora gre tudi za digitalizacijo, pa tudi kulturno vzgojo največ bi morali početi samo iz lokalnih in nacionalnih sredstev. Ja, no, pač naš javni zavod 53% svojega proračuna letnega mora pridobiti z lastnimi sredstvi, v kar sodijo delno pač tudi sredstva iz razpisov, na katera se kot javni zavod lahko prijavljamo. Tako da v okviru tega je tudi nekaj teh evropskih sredstev, s tem, da sredstva Evropa Cinema za nas predstavljajo približno 1% tega proračuna, ampak to ni niti toliko pomembno, ne? Spet ne gre samo za to finančno perspektivo, gre seveda za združenje več kot 2000 kinematografov po vsej Evropi, katerega član smo in v bistvu preko medije in potem posredno preko Evropa Cinemas dobivamo financiranje za program evropskega filma in pa za program filmov za mlada občinstva. Ne? Torej, zdaj nismo tudi edini kino v Sloveniji, ki je pridružen tej mreži, tako da letos mislim, da je že več kot polovica art kinematografov oziroma kin v art kino mreži, ki so člani tega združenja in pridobivajo neka nevelika, pa vendarle sredstva z naslova Evropa Cinema za seveda promocijo in programiranje evropskega filma. Medija je objavila nekaj razpisov za financiranje tega prehoda, ki smo z tega kinematografi lotili v zadnjem desetletju, torej prehoda v digitalni kino, na prikazovanje z digitalnimi projektorji, kar je seveda v vsaki državi velik zalogaj. Naša, takrat, ko so bili te razpisi objavljeni na evropski ravni, še ni bila čisto pripravljena na to, zato smo mi na teh razpisih kandidirali in uspešno pridobili sredstva in so bila to edina sredstva poleg naših, torej tistih, ki smo jih pridobili s prodajo vstopnic, zato da smo kupili digitalne projektorje. Ne? Torej, to sta bila 2 razpisa po 20 000 evrov vsak in tako je bilo za 100 kinematografov po vsej Evropi, torej mi smo bili na vsakem razpisu eden izmed 100. Potem so pa seveda še naši partnerji, oziroma naši programski partnerji. Program kina sestavljajo filmi v distribuciji, potem pač različna prikazovanja neodvisnih filmskih produkcij in pa seveda festivali. In ti naši partnerji, ki so večinoma nevladne organizacije ali pa drugačne oblike producentske, pa seveda kandidirajo za svoje programe na teh razpisih in za eni izmed njih, torej konkretno za festival Animateko, je Kinotvor tudi prijavitelj, tako da vsako leto prejme tudi festival sredstva z naslova medije. Kot seveda velja tudi za vse filme, ki so v programu Kinotvora, ki se prijavljajo na sredstva medije za distribucijo filmov.
Jarek prihaja z drugega javnega zavoda, Tehnični muzej Bistra. Vi ste sodelovali v dveh projektih evropskih. Če se prav razumeli, bo ena raziskovala, druga potujoča razstava Taste of Europe. Pa me zanima, predvidevam, da sicer morda tega ne bi imeli, če ne bi bili evropskih sredstev. Kaj vam je to v smislu razvoja novih občinstv in za vaš javni zavod? Kaj vam je to odprlo? Če vam je to pomagalo? Imeli smo v letu 2009 dva projekta in to je trenutno teče že do tretji. Zdaj še v akciji. Pravzaprav za naš javni zavod lahko rečem, da ta sredstva niso ravno ne vem koliko pomembna, nam pa omogočajo, da razvijamo neke stvari ali pa neke vsebine, ki jih drugače absolutno ne bi mogli. Vsi projekti so zasnovani tako, da vsi partnerji predstavijo tudi, kaj se dogaja v ostalih državah partnericah. Tako da, recimo, v primeru tega Okusa Evrope je tudi bila otvoritev oziroma odprtje hkrati v vseh partnericah, tako da je bil to en večji dogodek. V ostalih primerih smo imeli pač en večji dogodek, pa več manjših, tako da se je po vseh državah recimo na nek način govorilo o tem, kaj so naši projekti. Tukaj bi omenil še eno pomembno zadevo, jaz se sicer absolutno ne morem več strinjati zdaj, da nam je v javnih zavodih lažje, kot pa v nevladnih organizacijah, kar ne to zamenja z mano zdaj pozicijo, da bo videl, da bo je mogoče bilo to res pred 10 leti. Kako je, bo mogoče malo namerno najemno vprašala, omenila sta oba partnerje področje nevladnih organizacij. Sem rekel, da bo namerno nekdo vprašanje. Če ne bi bilo teh razpisov, bi se bolj mednarodno povezovali, ali bi, ker se mi zdi, da je pretečen podarek, da na mednarodno povezovali, kako je pa z domačim, potem tako rečem, reženjem, ne? No, zdaj odvisno verjetno za dejavnost, kjer upravljamo za nas v kinu, je pač tako, da mi smo v prvi vrsti prostora, ne mi lastne produkcije v takr smislu nimamo. Skratka, za nas je povezovanje pač jedro programa, ki ga izvajamo. Ti partnerji so pa različni, od, kot sem rekla, od distributerjev do nevladnih organizacij, ki organizirajo festivale in tako naprej. Vsekakor je to pozitivno, gre tudi na nek način za prenašanje nekih pozitivnih izkušenj, ampak mi smo skušali vedno na razpise gledati tako, da bi v bistvu si z njimi omogočili neko podlago in pogoje za to, da izpeljemo tisto, kar že počnemo. V interesu je dejansko iskati kanale in načine, kako zagotoviti pogoje za izvajanje tistega, kar delaš in tisto, kar delaš najbolje. Če pa to pomeni, da istočasno lahko s tem mreženjem pridobiš še neke nove izkušnje, pripelješ neke nove programe, potem je pa to toliko boljše. Če še jaz poskušam to govoriti, torej mi povezave znotraj Evrope, pa tudi druge po svetu smo imeli še prej. Torej ni bil zdaj razpis iz to razlog, da smo se sploh lotili teh projektov. V bistvu smo večinoma sodelovali s partnerji, ki smo jih že poznali in smo pač našli nek skupni interes. To, da za nas je bilo pač to, da cilj v tem, da dobimo nekaj časa, ki drugače ne bi imeli. Mateja in Sabina vodoma že poudarili, je zelo pomembna in ponavljajoča se tema razvoja občinstva. O tem je vsakem od vas že nekaj, recimo, spregovoril do tega, da se na YouTube ogleda film veliko ljudi. Jaz si preprosto predstavljam, da seveda je treba tudi zaposlene ljudi, ki skrbijo za razvoj občinstva in da je zato seveda potrebna tudi neka infrastruktura, čeprav smo v primeru fronte slišali, da so se posluževali različnih načinov in neka permanentna vzgoja, kar tako Kinotvor dela in tudi vi na področju animacije, pa bi vse vas prosila, da na to temo razvoja občinstva podati še nekaj mnenj, potreb
Če se vrnem to, kot Matija povedal, mi razvijamo občinstvo preko delavnic, intenzivnih delavnic, ki trajajo teden ali več. Delavnic so udeleženci poznamejo animiran film, ki ga razvijajo od začetka do konca, se pravi, filme imajo začetek, jedro in konec. In če se vrnem še v našem primeru, mrežnih v Sloveniji, vse zasebne organizacije, ali neprofitne organizacije, ki se ukvarjamo z kulturno vzgojo in animiranim filmom, nas je blazno malo. In če se stopno skupaj, pač lahko razvijamo malo boljši učni program, če temu tako lahko rečemo, in pa tudi, da bomo močni, ko smo prijavljali, oziroma se pogovarjali z domačimi in tujimi inštitucijami. No, jaz bi mogoče pri tem eno čist kontra vprašanje, mogoče tako filozofsko, zakaj ima neka umetniška vsebina toliko, recimo, mejhno število ljudi. Vedno se vprašamo, ali tudi zdaj pač kriva distribucija kot pač tako, oziroma ali je dejansko za ta razvoj občinstva faktor, ali je druga stvar, ali vsebina res toliko specifična, da je namenjena eno zelo oskom krogu ljudi, kar je spet čisto legitimno, ali tretja, ali je ta vsebina sama po sebi ni dovolj kvalitetna. Zelo velikrat se te tri stvari nekako prepletajo in se maskirajo malo druga za pač v drugo. In tle mislim, da vsi mi, ki pač delamo na tem, moramo biti vedno znova kritični in pač samo kritični do pač samega sebe. Skratka, jaz mislim, da še zmeraj kakršnokoli razvoj občinstva, karkoli se dela, mora izhajati iz tega, ali vsebina, ki ti imaš kvalitet. Ja, jaz se zelo strenjam s tem, da je ta kakovost tista, ki verjetno je nekje v izhodišču. Namreč, jaz mislim, da je zanimiv pogled na ta termin razvoj občinstv, ne samo kot razvoj občinstv v smislu, mi razvijamo občinstva, ki bodo naša občinstva, skratka to, kaj mi pridobimo, ne? Ampak kot na razvoj občinstv, da se razvijajo občinstva sama. Ne? In če mi govorimo o tem, da v bistvu pomagamo občinstvu, da se razvija, potem je seveda v izhodišču kakovosten program. Pri večini kulturnih izvajalcev oziroma kulture, umetnosti nasploh, kot slišim kolege, obstaja problem doseganja točno določene generacije oziroma populacije občinstva, to so mladi oziroma najstniki, če tako rečem. In tukaj se je po naših izkušnjah, predvsem na tem našem področju filma, izkazali seveda, da je nujno organizirati programe na tak način, da predvidevajo neko in vključujejo njihovo aktivno udeležbo. Meni se zdi, da pri tej kvaliteti, da se vsi itak mi delamo s namenom, da bi projekte naredili čim bolj kvalitetno oziroma vrhunske, kakor bi temu rekli na kakšnem razpisu. Tako da se mi zdi, da tudi vsi se trudimo ali pa saj poskušamo, kakor lahko, da dobimo čim bolj široko občinstvo oziroma da gre do našega ciljnega občinstva, ki je odvisen seveda od projekta do projekta. Ne? Tako da mi ta govor o tej kvaliteti mi je malo problematičen. Tudi naša situacija, recimo nevladnih organizacij, tukaj bistveno drugačna, ker iz leta v leto ne vemo, kakšna bodo sredstva in si ne moremo tudi nekako tega planiranja prvošče tako daljnoročnega, ker tudi sami nimamo tukaj nekaj zasedka, recimo veliko teh naših nevladnih organizacij pač temelji na posameznikov ali pa par posameznikih, ki se trudijo pač izvesti ta program kot čim bolj celovit, ne? Tako da nimamo nekih prav ljudi zaposlenih, ki bi tudi večina teh zavodov, mislim, da sploh nima zaposlenih ljudi, ne? Se pravi, so vsi nekako na avtorskih honorarjih. Razvoj publike in sodobnega plesa sedimo v nekakšnem centru sodobnega plesa, žiga v španskih dvorcih. Ja, kar jaz lahko dodam, mogoče je, seveda so razlike, ali se zdaj, ali se odvarjaš neka organizacijska hiša, pač kjer
še vedno stoji na nekem mestu, ali so to, smo mi, ko smo bili produkcijska organizacija, kako je, da vedno gostujemo. Ampak meni se zdi glavna stvar pa razvoj občinstva, ne, zato so nekaj tudi zelo močne teorije, ko marketinga že zelo dolgo obstajajo, najde v bistvu specifiko svojega projekta ali programa, ki ga imaš, kar v bistvu ni to kako, kar se zdi, in glede na to potem najde specifiko občinstva, ki bi ta program ali projekt pač prišlo gledati. In tle se v bistvu potem vse navizuje gor, se vsi strinjamo s kvaliteto, kvaliteta je različna, ampak pač različna kvaliteta spet porablja različno občinstvo, kot recimo, če se predstavljali kot kvalitetno vino, neko svoje občinstvo, neko malo bolj poprečno, neko svoje, ampak komunikacija, kako je narejena za te dve različne občinstve, je tudi drugačna in se pač naprej ve, kaj ti kupuješ. Se pravi, jaz bi rekel specifika, kar se tiče tega našega konkretnega zadeva, je pač čista odločitev, da mi delamo festivale po Evropi in mi smo se odločili za pač določena mesta, ki se mi pojavljamo in ta mesta so fiksna. Se pravi, mi pravimo ne razpršiti, da se pojavljamo v celi Evropi, ampak smo se odločili zelo specifična mesta, smo se izbrali, da se redno pojavljamo. Kaj bi bil, to velja za vse vas, recimo na svet priporočilo, iz teh izkušenj, ki jih imate? En nasvet je definitivno ta, za vse evropske projekte velja, da je skoraj nujen pogoj, da niso na nacionalni, pa vsaj ena koprodukcija. Tako da mi smo takoj v prvi fazi tukaj v čist osebne pomoč Joškota Rutorja STC, da smo v bistvu dobili Nucleus film hrvaškega koproducenta, ki je imel tak track rekord, da smo se mi pravzaprav sploh nekako resno šli v to stvar. Druga stvar, kar je zelo važno, mislim, da govorimo skozi o evropskem financiranju. Evropsko financiranje, vse za film kot tako, pride na začetku v razvoj, to je medija, in pride na koncu, to je Eurimaš. Nam je uspelo oboje, ampak oboje skupaj ne presega 25%. Se pravi, ostalih 50% vmes moraš dobiti. Tukaj gre pa spet ping-pong med nacionalnimi fondi in med tujimi televizijami in fondi. Tako da tukaj treba res stalno razmišljati nacionalno, internacionalno in se spet vračati gor in dol. Nam je uspel tudi en model, ki mislim, da je tudi model za naprej financiranje filmov, da za vsak evro, ki ga je javnega denarja, ki ga je dal STC, smo mi prinesli 2 evra tujega noter, ki se večinoma tudi porabilo tukaj in se je seveda dalo kruh in neko kreativno možnost tudi slovenskim filmskim delovcem. Kaj so vaše službe, recimo, kaj bi vi svetovali? Mogoče kot prvo ne se ustrašiti teh razpisov. Moje izkušnje so, da je dalje iz Slovenije težje dobiti kot iz Evrope, vse kar se birokracije tiče. Torej, ni zadeva tak pal, o kateri se govori, zakako je bolj smiselno kot to, kar se producirajo naši. Tako da je pa seveda bistvena razlika, ali zdaj ta projekt začenjaš kot vodja, kot koordinator, ali pa če si samo partner. Partner pravzaprav je res stvar dokaj enostavno, kot koordinator pa imaš dost obveznosti in tako naprej, predvsem pač si odgovoril tudi finančno za to in tukaj je pač treba paziti, da ima koordinator neke finančne rezerve, da ga je tak projekt ne bi recimo finančno uničil. Predvsem je pa po mojem mnenju važno, da je vsebina projekta, ki ga pripravljaš dobro. Brez smiselno vsebina nobena birokracija in vsi pravilno izpolnjeni kvadratski in vse ostalo. Jaz sem tukaj sicer drugačne izkušnje. Jaz sem bila recimo pripričana do tega projekta, ker smo mi ne bodo sprejeli, ker je bil toliko slabo napisan. Pa so ga pa enega drugega, ki se mi zdel pa boljši napisan, ne boljši tako mogoče po vsebini, pa ga niso sprejeli. Tako da meni se zdi tudi pri tem tudi stvar selektorja oziroma te žirije, ki vsak ima svoje neke feelinge in daje prednosti in čemu tudi po svojih čisto posebnih preferencah. Kaj se meni zdijo posti? Ena vas je ta, da to je producentski razpis, ni umetniški razpis, tukaj se mogoče včasih to ne več istočno, tukaj pa nas je bolj umetniški
to je pa v bistvu zelo producentsko, ne, se pravi, organizacija in celo pripravljeni projekt. Druga past je ta, da če misliš, da boš zaslužil s tem razpisom, boš greš na razpis, zato boš naredil projekt, zaslužka moja nebedem nima, ki je vlastne, ker so stroški visoki in tako naprej. Tako da meni se zdi pač to, če hoče narediti nek večji projekt, kakor bi ga lahko drugače naredil v mednarodnem in bi ga res rad naredil, da se pač prijaš na ta razpis. Kar se tiče filmov, bom rekla neodvisne ali pa art produkcije, predvsem pa to so tisti filmi, ki so podprti z evropskimi sredstvi za distribucijo, imajo seveda, bom rekla, šanso v prostorih, kakršni so art kinematografi oziroma pri nas in pa v art kino mreži. Če pa te podpore za te filme ni in če takšnih prostorov, kot smo mi, ni, potem pa tudi takšnih filmov ni. In torej ni te ponudbe. Jaz mislim, da predvsem seveda tisti, ki imajo že izkušnje s temi evropskimi razpisi, morajo s tem nadaljevati in ostali absolutno se prijavljati na takšne in vse možne razpise, zaradi tega, ker brez prijav in brez takšnih vsebin, pač sem rekla, da govorim za naše področje, ne bo programa. Že sama priprava oziroma razmislek o tem, da koncipiraš projekt na način, ki bo mednarodno v bistvu primerljiv, konkurenčen in pa neko siljenje v mednarodno povezovanje in hkrati izpolnjevanje pogojev, ki jih postavlja Evropska komisija, je sigurno koristno. Že sama priprava je nek proces, ki ti na nek način širi okvire delovanja in razmišljanja. No, kar bi še samo hotel reči, da je, vsaj spet za film govorim, je v tujini kar neki workshop, je tudi kar neki workshop, kjer vi ne pridete kot posameznik, pridete že z nekim svojim filmom v razvoju. To ima definitivno več pozitivnih učinkov, en je direktno na samo kvaliteto, konkretno tudi recimo medija razpisov, vsaj bilo je do zdaj tako, pa tudi to dobiti določene čist pozitivne avtomatske točke, če je vaš projekt razvijan v sklopu programa, ki bo tudi podprl strani medijev. Najlepša hvala. Hvala, da ste prišli na ta pogovor. Hvala tudi vam.